Zdravo, banda! Da ne boste kot koga pa je to Suzana ali pa koga pa se z mano dogaja, bomo v današnji oddaji šli lepo po vrsti. Torej, najprej terminologija. Za cisspolnost nam je že jasno, da ta izraz označuje ujemanje med ob rojstvu pripisanim spolom in spolno identiteto. Torej, če so zdravniki v pogledu na vaše genitalije rekli punčka je in se počutite in živite kot ženska, to pomeni, da ste cisspolna oseba. Enako velja za moške. Gremo naprej. Če gre zgodba takole, zdravnik je rekel punčka je, vi ali pa kdo drug pa se ne počuti kot ženska. V tem primeru govorimo o transspolnosti. Tako namreč imenujemo neujemanje med lastno spolno identiteto in tisto, ki je bila pripisana ob rojstvu. Kratek pogled v slovensko zgodovino nas denimo pripelje do odvetnice in pisateljice Ljube Prenar, ki so jo označili za žensko, a je živela kot moški. Torej, je bila transspolna oseba. Lahko pa se transspolne osebe tudi ne identificirajo niti z moškim, niti ženskim spolom. Potem rečemo, da so te osebe nebinarne. Gremo naprej. Nekatere transspolne osebe, ki se identificirajo z moškim ali ženskim spolom, želijo svoje telo in zunanji videz prilagoditi svoji spolni identiteti. Denimo Caitlyn Jenner je zelo znana transspolna oseba ali pa Andrea Pejč. Ob rojstvu so jima določili moški spol, zdaj živita kot ženski in ker sta svojo spolno identiteto potrdili tudi na telesni ravni, s hormonsko terapijo in operativnim posegom, lahko rečemo, da sta tudi transseksualni osebi. Tako, osnove smo osvojili, za več izrazov pa klik na spletno stran Transakcije, kjer boste poleg zelo dobrega slovarja našli tudi veliko zanimivih vsebin. V studiu pa bo že čez 20 sekund na vprašanje dijakov o transspolnosti odgovarjala Katja.